Leto 2024 velja za leto generala Maistra, slovenskega pesnika, generala borca za severno mejo in domoljuba. Njemu v čast zgodovinar Aleš Arih in medvoščan Andraž Babšek s predstavitvijo romana Junak in letos izdane pesniške zbirke Ljubezenske pesmi plus nekatere izjeme potujeta po Sloveniji in osveščata Slovence, sploh mlade, kako pomemben je Rudolf Maister za našo samostojno državo. Vlada Republike Slovenije je leto 2024 razglasila za leto generala Rudolfa Maistra, saj letos mineva 150 let od Maistrovega rojstva in 60 let od njegove smrti. Rudolf Maister je pustil velik pečat na obrambnem področju, saj je bil zaslužen za obrambo slovenske severne meje. Bil pa ni le to, bil je tudi pesnik, bibliofil in kulturnik, tako kot naš medvoščan Andraž Babšek. Skupaj z zgodovinarjem Alešem Arihom namreč potujeta po Sloveniji in skozi pogovore, predstavitvijo Babškove knjige Junak, osveščata Slovence, sploh pa mlade, kako pomemben je Rudolf Maister za našo samostojno državo. Zdi se mi zelo pomembno, da tako mlad fant pri 16 letih zmore napisati roman, ki ima močno zgodovinsko osnovo, torej tu ne gre za neko fantazijo, za neko umetniško svobodo, ampak celotna zgodba je grajena, kot sem rekel, na zgodovinskih dejstvih, kar je seveda v veliko korist vsem mladim, ki lahko na tem primeru ugotovijo, da so tudi sami zmožni ustvarjati podobne zgodbe in pa predvsem, da spoznajo obdobje, v katerem so pomembni Slovenci delovali. Se vam zdi, da je zanimanje za mlade večje, ko greste na primer na šole, pa ste skupaj z Andražem, kakšni so odzivi mladih? No? Zelo zanimivo. Jaz sem bil med tistimi, ki sem tudi trdil, da mlade sploh ne zanimajo podobne zgodbe, kot jo predstavljamo z Andražem. Vendar lahko rečem na veliko presenečenje in sem se marsikje že upravičil, da v posameznih šolah se zbere 180 učencev, 45 minut traja ta moja oziroma naša predstavitev in to torej neverjetno, kako zbrano poslušajo, kako tudi vprašajo. Aplavzi so takšni kot na nogometni tekmi. Andraž Babšek je 17-letni mlad literat in umetnik iz Medvod, ki je pri svojih 14 letih napisal odmeven roman Junak, ki govori o generalu Rudolfu Maistru in dogajanju ob koncu Prve svetovne vojne. Kot je dejal Arih, je Babšek izjemen poznavalec zgodovinskega ozadja Slovencev in mnogi kar ne morejo verjeti, da se pogovarjajo s tako mladim fantom. Učenka 9. razreda je o Babšku zapisala sledeče. Ta izkušnja mi je bila zelo všeč, saj sem imela priložnost spoznati nekoga, ki je skoraj toliko star kot jaz, pa je že pisatelj, dirigent, zborovodja. Vsekakor navdušujoče. Navdih za roman je črpal iz dela Zgodovina Slovencev, ki jo je spoznal že v nižjih razredih osnovne šole. Letos pa je izdal še pesniško zbirko z naslovom Ljubezenske pesmi plus nekatere izjeme, ki je dozorevala več let po malem. Za poezijo pa sem navdih jemal že od veliko prej, torej tudi iz otroštva. In je pa poezija dozorela bistveno kasneje kot pa ta roman. To mi je po eni strani zanimivo. Poezijo sem pisal seveda že prej, nekatere pesmi so starejše kot pa je roman sam. Samo gre pa za to, da se mi zdi, da poezija kot tudi glasba je neka bolj eterična, neka bolj tudi ritmična, manjša stvar. Zdaj roman, to so dolgi sestavki, dolge note in je vseeno drugače. In se mi zdi, da poezija terja več časa za manjši obseg. In zato je po mojem tudi prav, da je pesniška zbirka Luč sveta ugledala nekoliko kasneje, ko je zadeva malo bolj dozorela. Pesmi pa niso zgolj ljubezenske tematike v smislu čutne ljubezni do partnerja, ampak gre tudi za ljubezen do naroda, seveda, ljubezen do sočloveka, ljubezen do nekega pristnega odnosa.
Predvsem se sprašujem o iskrenosti odnosov med nami, ne? Kako funkcionirajo stvari, kakšen je svet iz tišine, kakšen je svet brez tišine. To so samo neke vprašanj, ki si jih tukaj zastavljam, ker tudi sam ves čas sam govorim, ne? Pa vedno premalo poslušamo, ne? Tudi pri glasbi. Seveda pa pol imamo tudi neke vrste pesmi v prozi, ne? To so v bistvu misli, to so pa zapisi nekih razmišljanj, tako da gre za več spektrov ljubezni, ne samo tisto prvinsko čustveno ljubezen, ne? Kakšen pa se zdi Babšku odnos Slovencev do domovine? Jaz vedno gledam na te stvari optimistično, torej pomembno je, da smo optimistični, kljub temu, da nikoli na tem svetu ne bo nič idealno, ne? Ker ideal ne obstaja, ideal je samo neka predstava človeka, ne? Kako bi lahko bilo, da bi bilo super, ne? To nikoli ne bo, je pa pomembno, da mi bodrimo svoje rojake, svoje sokrajane, soljudi, da bo pa nekoč le pozitivno, da bo nekaj dobrega in da je nekaj dobrega že med nami in to tudi nagovarjamo v pesmih svoje soljudi. Pesmi zbirke z naslovom Z roko v roki pa je za našo televizijo recitiral Silvo Safran. Dekle, kot da te ni več, med prsti ne morem zadržati zvezdnega prahu, niti skriti sramu. Hotela si postati, kot sem te spraševal, samo moja. Samo moja. Ko bi zvezdni prah, ko bi vse te galaksije, ki so bile, se vrnile, ampak zdaj je samo še strah ali sram. Roke tvoje pa več ne daš.